sila, kjer je zagotovo tudi nekaj naših genskih korenin, če ne drugega, pa je bilo na našem ozemlju, potem nič ne vemo. Ne. Ko sem jaz naletel na te vere, sem jih pač proučeval dolgo vrsto let in na tej podlagi nastala knjiga Noriško kraljestvo, kjer sem jaz uporabil vse tiste zgodovinske vere, ki sem bil na razpolago, tudi arheološka dognanja, in sem to pač zapakiral v povest oziroma v roman, kjer se tako lažje bere. Tako da knjiga je fikcija, izmišljena zgodba, vendar pa postavljena nek zgodovinski okvir, ki ga 99% prebivalcev te države pač ne pozna. Ne. Tako da, če koga to zanima, pač priporočam v branje. Ampak, da mogoče še bolj nazorno nekaj rečemo o identiteti, se spomnimo, kako smo mi začeli danes ta večer. Začeli smo ga z evropsko himno, pa še prej z slovensko himno. Vsaj prepričani smo, da je bila tisto slovenska himna. Pevci so krasno zapeli 7. kitico Prešernove Zdravljice. Ampak, če preberete slovensko ustavo, v slovenski ustavi ne piše, da je naša himna 7. kitica Zdravljice. V ustavi piše, himna Republike Slovenije Zdravljica. In mi smo celo Prešernovo Zdravljico kot himno izvajali, od osamosvojitve naprej še prej, pa do leta 1994. Potem pa je slovenski parlament, koalicija pa bila SKD oziroma LDS, SKD in Združena lista, na Školčev predlog sprejel zakon, v katerem piše, nasprotju s tem, kar piše v ustavi, himna Republike Slovenije je 7. kitica Prešernove Zdravljice. Čem je problem? Ko je slovenski zamejski pisatelj Boris Pahor obhajal 100. obletnico, je dal tudi intervju, ki ga večina slovenskih medijev ni objavila ali pa ga je cenzurirala, v katerem je to protiustavno spremembo problematiziral na ta način, da je dejal, da smo Slovenci edina država, ki se v svoji himni ne predstavi. Pojemo himno kot 7. kitico, kot našo himno, ampak ne pojemo o sebi, pojemo o drugih. Živeni vsi narodi, ki jih repene dočakala. In Boris Pahor je rekel, tisti tujci, ki to slišijo površno, so vsi navdušeni, češ kakva lepa himna, za vse druge, internacionalna je to. Tisti, ki pa se malo zamislijo, pa pravijo, kdo pa si ti, ki me hočeš imeti za prijatelja? A se ne bi spodobilo, da se najprej predstaviš? Tako da, če bi že krajšali Prešernovo himno, ki je mojstrovina v celoti, izjemna mojstrovina, potem je treba 7. dodati saj še drugo kitico, ker se predstavimo. Če mi na naših preditvah večinoma izvajamo obe kitici ali pa celotno, ampak ko smo to skušali narediti tudi na državni proslavi leta 2012, se verjetno ste zasledili žalčne napade na to, je bil pogrom. Češ, da je se na državni proslavi izvajala protizakonita himna. Izvajala se je ustavna himna. Zakon je pa v bistvu neustaven.
do te situacije nismo prišli slučajno. Ne. Ni Jožetu Školču kamen padel na glavo, ne, pa je predlagal to kar tako. Obstaja članek iz leta 1942 objavljen v glasilu Komunistične partije Slovenije med vojno. Glasilo Komunistične partije Slovenije leta 1942 se je imenovalo Delo. Ne Komunist, eno sto kasneje Delo, to, kar je danes naš osrednji dnevnik. No in v tem članku je Boris Kidrič, takratni sekretar Komunistične partije Slovenije, zapisal, da je bil članek o tako imenovani prenovi slovenskega naroda, presnovi slovenskega naroda, ki bo postal narod proletarec. In ko bo ta proces dokončan, je zapisal Kidrič, je pesem, ki bo ta proces zaokrožila in ga kronala in mu dala piko na i, Sedma kitica Prešernove Zdravljice, kajti to je naša internacionala. In potem je Slovenija živela v socializmu, pa si takrat vseeno niso drznili tega zapisati v socialistično ustavo. Ne? Če se spomnite, bila velika zadrega, ali republike imajo lahko svoje himno ali ne, so bila obdobja bolj liberalna, takrat pod Kavčičem, ko se je neka himna izvajala, in to je bila naprej zastave slave, ne, Simona Jenka, to, kar je danes himna Slovenske vojske. Tam po letu 88 se je že malo zapela Zdravljica, ne. Ampak to, da bi pa v socializmu, ne, zapisali v republiško ustavo, da je himna Sedma kitica Prešernove Zdravljice, to pa si tudi takrat niso upali. Ne. So pa to naredili v samostojni slovenski državi leta 1994. Te naša poslanska skupina je doslej 3-krat ali 4-krat, ne, predlagala spremembo tega zakona tako, da v zakonu piše isto kot v ustavi. In 4-krat smo bili preglasovani. Torej nekomu je v bistvenem interesu, da je identiteta čim šibkejša, da ne vemo, kaj smo, da se tega ne zavedamo, ker je pač s takim ljudstvom bistveno lažje manipulirati. Ne. In seveda, ker je ta propagandni stroj tako močan, če bi danes naredili anketo med Slovenci, od kdaj je Sedma kitica Zdravljice naša himna, bi mogoče s kako izjemo vsi rekli od začetka. Ne. Ni res. Ni res. Poglejte posnetek, če ga imate 26. junija 1991, ko smo dvignili novo slovensko zastavo in razglasili samostojnost. Kaj se je takrat pelo. Pa tudi potem na vseh preditvah do leta 1994. Tako da s tem problemom lastne identitete se je pač potrebno ukvarjati in treba je začeti na korenih. Ne. Mora nas zanimati to, kaj je bilo z nami in z našimi pred našo generacijo. To je vse slovensko občestvo, to smo... Bomo je že baterijo obupala. To ni tako nepomembno, ne. Kot se zdi, ali pa kot vam bo kakšen sosed rekel, če vam boste mogoče to, kar ste zdaj slišali, skušali povedati. Ne. Pa bo rekel, sej ni res, ne, sej himna je bila skozi to. Zdaj, ta primer kaže tudi na to, kako je z nami enostavno manipulirati, ne, kako se nas kuha kot žabo v loncu, ne. Počas, ne.
če boste žabo vrgli v krop, bo skočila ven, ne? Če jo ste dali pa v mlačno vodo, pa počasi segrevali, boste pa skuhali, ne da bi ušla. Ne? Zdaj nas postavljajo bolj v ta položaj. Nismo v fizičnem loncu, smo pa v medijskem. Ne? Zato je dejansko neka normalizacija slovenskega medijskega prostora. Ne? Ključen pogoj za to, da bomo krepili lastno identiteto, pa tudi ključen pogoj za to, da bomo živeli bolj normalno, ne? Da bomo izkoristili potencijale, ki jih imamo, da ne bomo živeli od kreditov, ki jih bomo kasneje morali drago vračati, da bodo pokojnine višje, plače višje, da mladim ne bo treba hoditi na delo v druge države, ampak da bo teh priložnosti dovolj doma. Te potencijale imamo, vendar pa če se stvari upravljajo na ta način, kot se to zdaj dogaja, pač ne bodo nikoli izkoriščeni. Ne? Tako da to niso samo politična vprašanja, ne? Niti samo moralna, ne? To so tudi ekonomska vprašanja, vprašanje naše prihodnosti in bolj bo odprt prostor za razpravo o teh vprašanjih, prej bomo sposobni probleme reševati. Dovolite, da se ob koncu v imenu organizatorjev Slovenske demokratske mladine zahvalim obema gostoma za današnje vsebinsko izjemno bogate odgovore. Hvala tudi občinskemu odboru SDS Veržej in pomurski regijski koordinaciji SDS Veržej, SDS, za vso pomoč pri pripravi in izvedbi dogodka. Ob izhodu imate možnost nakupa knjig, ki jih lahko dobite s posvetilom avtorja. Hvala tudi glasbeni skupini Spes, ki se nam je predstavila že v začetku in vabljeni, da jih po zaključnem nastopu nagradimo z bučnim aplavzom. Gospod Štuhec, prosim še. Ja, jaz bi vseeno, čeprav vidim, da je že ura pozna, še par besed rekel. Prvič, ker gospod Janša je rekel, da sam za svojo knjigo ne bi rad delal reklame. Jaz sem že imel priložnost tudi, da sem knjigo predstavljal skupaj z njim in ne samo, da odpira zanimiv zgodovinski vidik, ampak se tudi kot literatura krasno bere, tako da vam svetujem, da si jo zdaj pred zimo kupite, pa čez zimo preberete. Drugače pa bi rekel tudi še kako besedo glede na begunsko problematiko in sicer prej, ko ste me spraševali v zvezi z družino. Glejte, Evropa in vse evropske države so desetletja dolgo delale na tem, da družino uničujejo. In Nemci so že pod Schröderjem začeli s propagando, koliko prostora je pri njih za tujce. In kaj so počeli? Vabili so predvsem izobražene ljudi v Nemčijo, zato da rešujejo svoj demografski problem. Če bo seveda Evropa na ta način reševala svoj demografski problem, potem se ni treba čuditi, če bodo prišli drugi narodi in bodo pač zasedli prazen prostor. Jaz vedno to primerjam tudi z Srbijo in s Kosovom. Srbi nikoli ne bi Kosova zgubili, če bi imeli tako nataliteto, kakršno imajo Kosovarji. Zelo preprosta zadeva, biologija vedno vse odloča. V končni fazi vse biologija odloča. In zdaj gremo še nazaj na tisto. Po celi Evropi se vsi ukvarjajo z 1 do 2% prebivalcev, ki so različno spolno usmerjeni kot ostala večina. In če je to glavni problem Evrope, in če je to glavni problem Slovenije, potem je seveda to smer v samomor. Zato, ker iz istospolnih parov ne nastane nov človek. In če ni novih ljudi, in če ne bo novih ljudi, bodo pač prišli ljudje od drugod. In dokler se v Evropi ta miselnost ne bo spremenila in dokler bo Evropa imela tako politiko, o kateri je gospod Janša, tako dolgo se pač ni treba čuditi, če bodo prišli tudi ljudje, ki so nam tako ali drugače všeč ali ne všeč in tako naprej. Tako da tudi to je eden izmed vidikov, ki bi ga vse evropske države
morale začeti spreminjati in to svojo politiko obračati. Če pogledamo tudi pri nas, kaj tako imenovane leve stranke naredijo za družino, potem se ni treba čuditi, da so najbolj levičarski aktivisti šli na mejo, zato da so provocirali slovenske policaje in beguncem govorili, kako so dobrodošli, in slovenski mediji so to prenašali tudi na ta način, da so vsi ti begunci, ki so na meji, pravzaprav eni veliki reveži. Ni res, da so vsi veliki reveži. Gotovo pa, da tam, kjer je vojno žarišče, je veliko sirot in veliko revežev in veliko tistega ubogega ljudstva, ki nastrada. Ampak to, kar mene najbolj skrbi, je to, da se pod plaščem begunstva skriva načrt za osvajanje evropskega terena. In pri tem Evropa z svojo miselnostjo in z svojo izgubljeno identiteto, o kateri je govoril gospod Janša za Slovenijo, pa to velja tako rekoč za vso Evropo, vse naredi za to, da bo seveda prišlo do spremembe na nek način kulturne in tudi sicer miselne ali celo religiozne spremembe in preobrata na evropskem kontinentu. V veliki meri smo si sami za to krivi. Hvala lepa. Hvala lepa še enkrat obema gostoma in vam želimo še naprej prijeten večer.